Dobro jutro. Mičken sem mašinerijo poštelil, pa mogoče spet malo nekaj hoče zategovati. Ampak jaz res ne vem, kaj bi mogel narediti, ko mislim sliko malo zategujem. Ampak ok. Za mano na sliki je en tak v enem muzeju, ne vem, ki točno slika pred muzejem, izhod iz Another Brick in the Wall, ne, torej še ena opeka v zidu zajčnika, iz katerega moramo uiti, ne, pridi, vabimo te. Welcome to my world, dobrodošel v moj svet. In tudi ta komadič, ki je v ozadju, Never in my wildest dream, ne, nikoli v svojem najbolj norih mislih si ne bi predstavljal, kaj vse lahko postane resničnost. Resničnost je tisto, kar dojemamo. Ne smemo sami sebe žalostiti z izmišljanji psihopatskih narcisov, brezdušnih školjk, ki so okupirale svet. Jaz sem rekel, da vam bom dal eno moje večje spoznanje že v nedeljskem liveu, ampak se globoko opravičujem, včerajšnja situacija je pustila nekaj posledic v glavi in seveda valjda tudi zbranost se pri tem močno pozna. Dogodek, ki se je zgodil, pač bom rekel ta fizični napad, je seveda pustil v meni nova spoznanja, nove širine v kontekstu, kako so ti paraziti, narcisi, povezani med sabo po neki hierarhični lestvici v kontekstu, da narcis vedno brezpogojno uboga narcisa, brez da bi mislil karkoli. Bom vam razložil kasneje, zakaj. In vsak narcis ima svojega nadnarcisa, a ne? In nadnarcis ima še svojega nadnarcisa. Nadnarcis ima pa nadnarcisa. In to je ta piramidna schema, ta tretje oko, ta trikotnik njihov bedni in hierarhija je pri njih strašno pomembna stvar. In ja, v mojem primeru so mi to neko tezo v bistvu samo potrdili in vse je ok, ne? Zdaj, maščevanje ni del plemenske lastnost plemena, ni biti maščevalen in tudi v mojem primeru ne bo šlo za maščevanje. Neke stvari si bomo pa razjasnili, zagotovo, brez pike dvoma. Dobro. Jaz bi vam želel narisati tisto stvar, ki sem se jo pripravil vam jo narisati, zaradi tega, ker se mi zdi zelo pomembna stvar, da jo razumemo, ki smo se znašli, kdo nas obkroža in kje se je vse začelo. To je moje razmišljanje, bom rekel moje dognanje in dopuščam vse možnosti za razlago, nič zdravo zagotovo, kdor se s tem slučajno strinja, pa mnogo dobro. Moram tlele pritisniti na tipko, da se zgodi tole. Namreč priklopil sem še eno kamero, ki je tlele zraven mene, a ne? In evo takole. In bom jaz probal zelo enostavno vam narisati. Tole je naš planet Zemlja, ne? Na njej avtohtoni prebivalci imajo srce in dušo in povezavo z univerzumom. Ne? Univerzum je povezava, oziroma univerzum, dajmo reči mogoče celo notranji jaz, višji jaz, notranji instinkt, različne imamo izraze za to. Na drugi strani je ta planet želela prevzeti rasa, ki ni avtohtona. Ne? To so reptili, drakoni, anunaki, jaz ne vem kaj. Oni so se poletili nečesa, kar globalno imenujemo satanizem. Tole ni plus, ampak na glavo obrnem križ, a ne? Naj bo ta simbol. Da ne bo tole izgledalo kot plus, bomo rekli, da je tole ekipa to so bili ljudje, ki so pozitivno naravnani, ki imajo plemenske lastnosti. In tole pa so tisti, ki so naravnani negativno in imajo negativne lastnosti. Če je tole nekje nula, je spirala levih obrnjena navzdol v čedalje večje govno, v to bom rekel piramido. Ta del pa se pravi naši plemenske lastnosti in mi kot ljudje pa imamo spiralo obrnjeno navzgor, kjer prihajamo iz veselja, radosti,
ljubezni, predanosti, modrosti in, bom rekel, vse splošne povezanosti in popolne biti v popolni zavesti na vrhu. A ne? Tukaj dol pa imamo jezo, strah, pohlep, vse, kar je negativnega do čiste zlobe. Ne? In čista zloba je tisto, kar je začetek tega, in popolna zavest je tisto, kar je začetek tega bilo. Nas je ta negativna sila zvlekla dol, mi pa probamo to silo zvleči gor. Ok, kakorkoli. Zdaj, ta drakonska ekipa je v manjšini. To spada sem kazarska mafija in ne vem še kateri klubi Masonov in ne vem česa, ker je stvar hierarhično urejena, a ne? Če smo rekli, da so tlele največje število, pa ne vidim, če je čist na dnu piramide največje število najmanjših narcisov, je število narcisov, ki so čedalje, bom rekel, bolj vplivni, čedalje bolj močni, jih je po številu čedalje manj. Ne? Ok. Tile so želeli prevzeti planet in pogruntali so, da morajo te naše ljudi dobiti na svojo stran in so jih na kakšen način? Na tak način, da so tem našim ljudem dali denar in v zameno so dobili dušo. Ne? Tako je naredil? Dušo. In mi temu enostavno rečemo, da so ti ljudje dušo prodali za denar. Saj je čist logično. Vendar, kadar človek je ob dušo, takrat se zgodi, da prekine stik med univerzumom in srcem in umom. Okay? Vsi imamo zametek povezave in vsi bi ga lahko v teoriji vzpostavili nazaj. Ampak je tle vmes se pojavil več denarja, je večji ego. A ne? Se pravi, je ego in pohlep tisti, ki drži ljudi nazaj, da se ne vrnejo k samemu sebi oziroma preostanku tistih, ki jim znotraj tega rečemo pleme. Ne? Plemenski ljudje smo ostali in prosimo in vabimo ljudi, naj vendarle se odločijo in pridejo k nam nazaj in jih izključno vabimo. Tudi iz te skupine so bili izključno vabljeni na to stran in zato bili nagrajeni. Nihče ni bil prisiljen, da začne delovati s satanizmom, ker satanizem ima samo eno nalogo: delovati proti ljudem in jih uničiti. Uničiti fizično so bile vojne, križarske vojne, ne vem kakšni vse pohodi, ugotovila pa je kabala, da se nas da uničiti psihično. Uničiti psiho in ljudi pripraviti v psihozo, in psihoza gre preko hipnoze. Hipnoza, trik, laži, manipulacija in tako dalje, indoktrinacija, propaganda in tako naprej. Nas je bilo treba uničiti, vzeti duše, čim več duš vzeti k sebi in končni plan je bil dokončni genocid, uničiti še zadnje predstavnike plemena in uničiti zdravo kmečko pamet, zato da bodo oni, da bi mi vsi začeli slepo poslušati njihova navodila. Mi, plemenski, smo vodeni strani univerzuma. Imamo svoje vodstvo, svoj notranji kompas. Kadar človek dušo proda, potrebuje drug kompas, a ne? In ljudje na satanistični strani navodila brezpogojno upoštevajo vsa navodila, brez pike dvoma in brez nezdrave razumske pameti. To je tisto, kar si rečemo, pa kaj jim je bilo, pa vsi maske gor, pa vsi so se šli kar cepati. Seveda, ker so poslušali navodila svojih nadrejenih, a ne? In vsi ti ljudje, ki so prodali dušo delno, popolnoma ali do katerekoli mere, so pravzaprav nevarni nam nazaj, čeprav so to bivši ljudje. Te osebe, bom rekel, ker ljudje niso, a ne, v štartu, nimajo nobenega sočutja, nobene empatije, ampak izključno sovraštvo in mržnjo do nas, ki pa imamo povezavo in
sočutje med sabo. In tako nekako je bil končni plan depopulacije in genocida, ki si ga je satanizem zaželil v zadnji fazi korone, vendar je korona pokazala da vse to delovanje, ki ga v bistvu prej nismo razumeli, in konec koncev je korona pokazala, da ti ljudje, ti ljudje, ki so prodali dušo, so še vedno živeli med nami, vendar so se delali, kot da so del nas. Oni so lagali, oni so igrali, oni so kolektivno delovali, bom rekel, po vodoravni in po navpični liniji. In oni so v bistvu eni gromozanski prevarantje. In v eno besedo jim rečemo izdajalci lastnega plemena, lastnega naroda. Za nas je ob spoznanju, da smo živeli med izdajalci, v bistvu to nesprejemljivo, nedopustno in mislim, da tudi je Putin rekel, lahko oprostim vse izdaje, ne morem oprostiti. In upam, da se s tole kratko enostavno razlago z mano strinjate. Zdaj se pa se pravičujem. Jaz upam, da se strinjate, upam, da je dosta razumljiva, zagotovo bi se jo dalo še raztegniti naprej. Mnogo smo se pogovarjali, kakšne so lastnosti plemenske, ljubezen, sodelovanje, sočutje, empatija, sodelovanje, nemaščevanje in tako. Njihove lastnosti so mržnja, sovraštvo, škodoželjstvo, laž, prevara, manipulacija, kaj smo rekli, triki, psihoze, manipulacije, hipnoze in tako. Naš namen je graditi, kreirati, ustvarjati, njihov namen je uničevati, razdirati, uničevati, zbrcati in biti negativen. Skratka, negativne sile, temačne sile so želele prevzeti pozitivne sile. Vendar povezava tle gor je tako močna, da lahko trdimo, da se bele sile, svetlobe, pozitivnih ljudi ne da uničiti. Zaradi tega je Prežihov Voranc rekel, ne boste nas. Nikoli nas ne boste. In se strinjam z njim, nikoli nas ne bojo, ker imamo tisto silo, ki jo temačneži žal nimajo in jo ne bodo tudi nikoli imeli. Zdaj sem vam pa slikco premaknil, ste videli, ne? Nisem še dosti profesionalen, da bi znal vse naenkrat. Ampak v vsakem pogledu svakog dana sve više in više napredujemo. Jaz upam, da tudi vi, predvsem v svoji mirnosti, v svojem, bom rekel, nedajanju pozornosti. A veste, ti, ki bi vas radi razpištolili, ne, postanejo besni, kadar jim ne uspe vas razpištoliti. In takrat oni postanejo razpištoljeni. Mrne. Zato res se ne smemo pustiti, da smo zmanipulirani, da nam kdo dvigne dekel in da nam kdo spremeni tok misli s svojim primitivnim dejanjem. In to so vse primitivci, lažnivci. Upam, da ste jih začeli dosti dobro prepoznavati in da se uspešno znate zadržati, kadar je treba zadržan ostati. Oni želijo reakcijo, tudi v mojem primeru je bilo, ni dobil reakcije prave v prvem momentu in sta napadala z obtožbami lažnivimi, češ da bom ja popenil, pa nisem. In ker ni bilo več druge, je bilo nasilje tudi ta zadnja opcija. Vendar bodimo iskreni, v očeh sem videl nemoč. Jasno je tudi postalo, da je naredil to, on ve, megalomansko napako, ker si jo ne bi smel privoščiti, ker na tak način je izdal in sebe in še koga drugega. In verjetno je s tem postal še slabši v očeh mene pa še koga drugega. In tudi njegovi prijateljčki, sodelavci, če smo rekli, da so oni povezani, so povezani po vertikali in horizontali, tudi njegovi prijateljčki tega dejanja ne podpirajo, kajti to ogroža njihov obstoj, njihovo skrivanje in žal so se izdali in verjamem, da je kazen že zdaj za njega dosti velika v glavi in med frendički in med nadrejenčki. Tako da
Jaz se okrog tega ne sekiram, tudi smo se že menili, narcis. Narcisu se ne rabiš nič kaznovati. Oni pravzaprav so kaznovani že s tem, ker so naredili ta, bom rekel, izvorni greh prodaje duše, začeli delati proti plemenu, delati izdajo o ljudeh za hrbtom, govoriti, bom rekel, blatiti ime, širiti laži, zato da pač sami izpadajo boljši. Žal je njihova želja biti najboljši in vse, kar je boljše od njih, oni probajo frderbati. Taki pač so, pa naj bojo. Naša naloga je biti stay away from toxic people, torej drži se stran od toksičnih ljudi. Imamo vsi možnost stopiti na našo pravo stran in se predati, tako kot kaže ta slika od zadaj za mano, in se predati popolnoma in verovati, da je univerzum vedno na naši strani in deluje vedno nam v prid in treba je zaupati temu veru, ki nas vodi. Verjemite, da je vsak izmed nas na pravem mestu. Univerzalni zakoni so daleko iznad zakonov temačnih. Temačni so sicer bili organizirani, povezani, so varali, prevarali, nategovali. Univerzalni zakoni ljubezni pa ne varajo, vendar jih je pa treba znati čutiti, treba se jim je znati predati in tako. Še cirkus se upada. Živimo pač v cirkusu in ta cirkus se razpada. Kadar gre v cirkusu kaj narobe, izpustijo klovne in kot kažejo, gre v cirkusu hudo narobe, ker so vse povsod sami klovni. Timpa. Vse jim gre narobe, hitijo tiščati z ustrahovanjem, kaj vse se bo še zgodilo, nova pandemija, nove štale, WHO je podpisal stvari in želi imeti kontrolo nad vsem. Zagotovo so plani belih mnogo naprej pred temnimi in ni bojazni po kakršnem koli strahu. Strah je tisto, kar so imeli oni v želji za uporabljati, da bi nas nekako imeli pod kontrolo, ustrahovanje, ampak sami v sebi pa so prestrašeni, ker vejo, da jim gre, da je ura, ali pa, ura obrata je blizu, mislim, da imajo že vsi občutijo svojo nemoč, to imamo zdaj že kar konkretne izkaze, jaz imam lastno izkušnjo spet, mislim, meni so daljne lastne izkušnje tako eno za drugo in testi tudi, in tle je bil test moje mirnosti, ali bom reagiral ali ne, ker če bi reagiral drugače, bi bilo vse skup drugače. Nekako pa so skupno in družno želeli, da bi nekako bil izplen te zgodbe, da sem jaz vsega kriv. No pa sej, narcis je verjetno glih tako razložil policaju, prijateljčku, da seveda sem za vse njegove travme v življenju kriv jaz že dolgo, iako sem bil deležen izdaje že leta nazaj. Ampak jaz sem se izuzel iz tega, ne padam na provokacije in želim tudi vam, da niste sprovocirani na nobenem nivoju, Bodite previdni, včasih mnogokrat se zdi, tudi v mojem primeru spet, da tisti, ki naj bi nas čuvali pred ali obvarovali ali opozorili na narcisa oziroma pošast, so v bistvu še večje pošasti. Družbica, jaz imam opravke pomembne naprej, zaradi tega vas bom v tej fazi zapustil, jutri vam dodam še stvari, ker imam lepe stvari pripravljene. Želel pa sem vam predati samo to, da smo pozitivni pa negativni na istem planetu in zavedite se tega, da nam nič ne morejo. Mi smo mnogo močnejši, predati pa se moramo temu, kaj nam govori noter srce, univerzum, višji jaz, Bog, kreator, kakorkoli temu rečemo, vse je v redu. In ne dovolite, da vas svet vrže s tera zaradi izmišljanj narcističnih praznih školjk. It's sort of revolution, je rekel Fink. Gre za vrsto revolucije in prišli smo zelo daleč. Bojda smo v peti od 6 faz, torej vsa pri samem koncu. Ta podatek sem dobil na Truth Social, torej Truth je platforma Trumpa, ki naj bi šla nad Facebook
Telegram, VK, jaz ne vem kaj še vse imamo platform. Ta Truth je Trumpova ideja in zasnova. Upam, da se bo parjela, skratka je že nekaj časa zunaj, vendar za slovenski teritorij je bila zaklenjena, no zdaj pa je available, vsaj za iPhone, ne vem pa kako je za Androide, no, o tem bomo študirali dalje v prihodnjih dneh. Zagotovo pa je platforma tle, resnica prek se širi in je neustavljiva, poti nazaj več ni in neizbežno je tisto, kar prihaja in when the saints go marching in, ko bomo sveti zakorakali, kar že korakamo, je njihov konec neizbežen. Kažejo že tako, da so v veliki paniki, da ne govorimo visoke inštance, kot tudi ta, bom rekel, množica drobnih narcisov, ne? Drobnih, če so drobni, ne? Kljub samo so težki psihopati. Dragi moji, držite se, uživajte se, držite se, bodite pozitivni, ne glede na vreme. Čau, čau, čau. Let me know.